veveriček posebne sorte. Tih aprilski dežek je rosil na smrekovje veveričega gaja, ko je v rano jutro zavreščala šoja. Novica, novica, velika novica! Veverica Puhanka je postala mama. Skotila je 5 mladičev, 5 mladičev. Je ni novice v gozdu, veste, ki bi je šoja ne izvedela prva. In seveda je morala tudi tole pri priči razkričati naokrog. Zajčja družina je veselo zamrdala z gobčki. Kar 5 novih veveric, imenitno, imenitno. Le brž naj zrastejo, da se bomo lahko skupaj lovili pa skrivali. Pa ne samo zajci, tudi miške, ki so velike prijateljice veveric, so se silno razveselile in radovedno oprezale pod košato smreko, kjer si je bila uredila Puhanka prijetno bivališče v topli duplini, visoko v krošnji. Puhanka, ki so se k njej pritiskali mladički, še vsi goli in neobogljeni, je seveda slišala navdušene klice od zunaj. Zadovoljno je mežikala in si predstavljala, kako veselo bo, ko bodo tem njenim nerodnim kepicam zrasli puhasti kožuščki in košati repki, ko se bodo njihove črne očke odprle in se radovedno zagledale naokrog. In takrat šele, takrat, ko bodo dovolj krepki za prvi skok na bližnje drevo in ko bodo znali z ostrimi zobki že mojstrsko oglodati storž in ga spretno zalučati tako, da bo priletel ravno lisici na bučo. Oh, kako bo mama Puhanka ponosna! Tekli so pomladni dnevi, veveričke so rasle in se krepile. 3 veverički in 2 veverici so se prerivali in kobacali po duplini in potem je nekega sončnega jutra najkrepkejši veveriček pokukal na plan in se splazil na vejo. Nekaj časa je osuplo zijal okoli sebe. Potlej pa je nenadoma začutil v drobnem telescu silno željo po gibanju in sam ni vedel, kdaj in kako, pa se je že odgnal in v dolgem skoku pristal na veji bližnje bukve. Hej, juhu! Je zacvilil in se veselo zahihital. Si me videla, mama? Ste me videli, vi vsi? Kako sem skočil! Wow!
Mama Puhanka je bila spočetka nekoliko zaskrbljena, kot pač vse mame. Zmajala je z glavo in klicala: previdno, previdno, otroci, previdno. Zraven jo je seveda kar razganjalo od ponosa, ko sta se ujunačili še obe sestrici veverički in kar poleteli na bližnje drevo. Potlej se je odgnal še bratec. Hop! To je bilo smeha in veselega vzklikanja. Ampak najmlajši veveriček je še kar čepel na veji pred domačo duplino in se nerodno prekladal sem ter tja. No, Čopko, je zaklicala mama, kar skorajžo. Čopko je negotovo pogledal mamo, potlej pa navzdol, kjer so na jasi globoko spodaj čakali 4 zajčki in ga spodbujali, naj že tvega prvi skok. Ne vem, kako naj skočim, je negotovo zamrmral Čopko. Nobene moči ne čutim v tačkah. Daj no, ga je pokarala Puhanka. Menda mi ne boš naredil sramote pred vsem gozdom s svojo strahopetnostjo. Čopko jo je prestrašeno pogledal in se poskušal pripraviti na skok. Pa ga je nekako čudno zaneslo in če se ne bi bil zadnji hip ujel s prednjo šapico na vejo, bi kar strmoglavil v globino. Mama je priskakljala k njemu. Kaj pa se to pravi, da hočeš biti nekaj posebnega? Ga je ukregala. Ali se boš pretvarjal, ali kako? Čopku je šlo že malce na jok. Zdajci pa se je kar razjezil na mamo. Če ti pa pravim, da ne morem, je zagodrnjal. Mama si ga je pogledala čisto od blizu in se ustrašila. Čopko, kaj je s tvojimi tačicami? Tu nekaj ne bo prav. Ena tačka njenega najmlajšega veverička je bila nenavadno skrivljena in tanjša od drugih. Zares, ta veveriček je natančno čutil, da ne more skakati, pa če si je to še tako želel. Kaj pa zdaj? Njegova bratca in sestri so se že veselo podili po gozdu, kdo ve kod. Čopko pa je slabe volje ždel na veji in grdo gledal predse. In bolj, ko ga je mama Puhanka zaskrbljeno ogledovala, bolj se mu je kremžil smrček od slabe volje.
Pa kaj ne bi bil mali veveriček kisle volje? Kako je bil razočaran? Pa še mama Puhanka se je na lepem začela jokati, ko ji je postalo jasno, da njen Čopko nikoli ne bo tak kot druge veverice. Nehaj, mama, prosim te, je vzkliknil Čopko. Že tako sem sam zadosti potrt. Zdaj pa še ti solze pretakaš. Puhanka se je zatekla k svoji teti, modri Repli. Replja je bila seveda že zvedela za Čopkovo nesrečo. Šoja je bila dovolj glasna, ves gozd je odmeval od njenega vreščanja. Ste slišali, kra, kra, ste slišali? Najmlajši veveriček iz Puhankinega gnezda ne more skakati, kra, 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 ker mu je tačka čisto drugače zrasla, kra, kra, kra. Le kaj bo s tem mladičem, kra, kra, kra. Stara Replja je najprej nahrulila Šojo. Zase se brigaj, ti klepetulja! Potlej pa se je resno zagledala v Puhanki objokane oči in rekla: Daj no, Puhanka, kot da je skakanje in plezanje edino, kar imajo veverice početi na svetu. Pomiri se in daj času čas, pa bo že videla. Ampak jaz imam Čopka najrajši, je zahlipala Puhanka, in ravno njemu se je moralo to zgoditi. Replja je zmajala z glavo. Razumem, da ga imaš najrajši, Puhanka. Je že tako, da so najmanjši mladički ponavadi najbolj ljubki. Ampak nikar ne pretiravaj in nikar se ne cmeri. S tem mu prav nič ne pomagaš. Koliko je veveric, ki znajo izvrstno skakati in plezati, pa nič drugega. Zna biti, da bo imel ravno Čopko dovolj časa, da se nauči česa boljšega. Najboljše je skakanje, je trmoglavila Puhanka. No, če tako misliš, pa nisi ravno ena najpametnejših, se je zadrla Replja in ji pokazala hrbet. Puhanka se je vrnila na domačo smreko, ko pa je bila videla, kako Čopko nepremično ždi na veji kot kosmata kepica slabe volje, se je raje odpravila nabirat lanske storže, da se nekako zamoti. Čopko je nazadnje dvignil glavico in zamižiknil v sonce, ki mu je prijetno grelo kožušček. Počasi in previdno se je splazil do konca veje in se razgledal naokrog. Opazil je pisano gosenico, ki je lezla po deblu.
se nasmehnil mlademu kosu, ki je prhnil z druge veje in se spustil k njemu in veselo zažvižgal. Kdo te je naučil tako lepo žvižgati? Je vprašal Čopko. Nihče, je čivknil kos. Toliko časa sem poskušal, dokler mi ni uspelo. To je vse. To je vse? Ja, to je vse. Nekatere reči ti uspejo, druge pač ne. Ampak vsako je treba poskusiti, veš? No, jaz sem se naučil žvižgati. Kaj pa ti? Veš, jaz ne morem skakati in plezati zaradi tačke, veš? Ampak, če se ne bom naučil česa drugega, bom še umrl od dolgega časa. Kaj, če bi poskusil? Na primer peti. Glej, mogoče se ne bom nikoli naučil peti. Ampak, če ne bom poskusil, se pa čisto gotovo ne bom naučil. Veš kaj? Kar poskusil bom. Čopko je odprl gobček in spustil iz sebe hripav, cvileč glasek. Tako, da sta oba s kosom planila v smeh. Potlej je poskusil še enkrat in še enkrat in še enkrat in še enkrat in glasno zapel. In glej, njegov glasek je postajal vse bolj čist in prijeten. In Čopko je sklenil, da bo poskušal peti vsak dan. Tekli so dnevi in veveriček je poskušal to in ono. Naučil se je seštevati in odštevati lešnike v gnezdu. Naučil se je razločevati liste raznih dreves. Naučil se je opazovati življenje ptic, rož, drevja. Naučil se je napovedati vreme po vetru, po obliki oblakov, po cvetovih gozdnega kukavičnika. In ko je minilo poletje, ki so ga druge veverice prebile v večnem prekopicovanju in divjanju po deblih gor in dol in spet gor in dol, ko je minilo poletje, je veveriček Čopko postal najpametnejši in najbolj izkušen veveriček v vsem gozdu. In ne boste verjeli, ker je nenehno poskušal peti, se je nazadnje tudi naučil prelepo prepevati. Postal je silno priljubljen in vse veverice so hodile k njemu po nasvete, celo stara replja, ki je bila čisto nora nanj. Mar ti nisem rekla, je nekoč skoraj nadrla ponosno puhanko, ki je z borovim storžem skrbno krtačila Čopkov kožušček, da se je svetil kakor svila. Le kdaj naj bi se bil naš Čopko navadil tako bistro razmišljati, če bi porabil ves svoj čas za skakanje in divjanje kot druge veverice? Čopko se je zamislil
Druge veverice so se zbrale okoli njega, utrujene od plezanja. Tedaj je Čopko dvignil glavo, se zazrl nekam v daljavo in tiho spregovoril. Začel je pripovedovati pravo pravcato veveričjo pravljico, ki si jo je bil kar sam izmislil. Vsi so napeto poslušali in uživali. Veveriček pa je pripovedoval prelepo zgodbo, ki se je začela takole. Tih aprilski dežek je rosil na smrekovje veveričjega gaja.